Dober dan, dober večer, dobrodošli. Posebej pozdravljam naše najuglednejše predstavnike, zlasti sodne veje oblasti, ustavno-sodne oblasti in predsednika države, ki nas je počastil z svojo prisotnostjo. Vsi vemo, zakaj smo se zbrali. Gre za novo izdajo komentarja Ustave Republike Slovenije. To je pravzaprav tretja izdaja, če smo natančni. Prva je izšla leta 2002, potem njeno dopolnilo 2011 in danes na 2019. leto imamo to tretjo prenovljeno izdajo, ki ji lahko rečemo, da je na plečih našega velikana, profesor Šturma, jo pod spretno taktirko profesor Avbla vendarle ugledala luč sveta, ta izdaja. Kar se tiče samega komentiranja, bi opomnil na to, da ustava pač ni seveda mrtva črka na papirju, ni nek dokument, ki je bil sprejet nekega decembra leta 1991 in ga počastimo vsake toliko časa, vsako leto na dan ustavnosti, pa še kdaj, mogoče ob dnevu neodvisnosti, ampak je ustava predvsem nek živ organizem. Ona živi seveda zlasti pod kontrolo in pametnim vodenjem ustavnega procesa, Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki mu sledi vsa sodna veja oblasti in upajmo tudi vsa državna aparatura. Kar se tiče akademske sfere, tudi ona se zaveda, da je ustava nek živ dokument in po svoje prispeva k temu, da se ona udejanja. Skozi različne procese intelektualnega raziskovanja, analize in tudi z akademskega vidika intelektualne distance in kritičnega odnosa do ustave. To si akademska sfera lahko privošči v razliko od sodne veje oblasti, ki je vendarle vezana bolj na ustavo de constituzione lata. Medtem ko si mi lahko privoščimo tudi kaj povedati o tem, kaj bi bilo bolje ustavno urediti in kaj, na primer, tudi včasih ustavno sodišče je morebiti za spoznanje drugače uredilo, kot bi si pa akademska doktrina, pravna doktrina lahko želela. Torej, še to bi dodal, da ne samo, da je ustava nek papir, nek dokument, ne samo, da je ona živ instrument, ampak je ona tudi proizvod povsem človeških vrednot, hotenj, interesov in konfliktov. Če tega ne bi bilo, če ne bi bilo sporov, če ne bi posamezniki kot pobudniki in pritožniki tvegali veliko svoje energije za to, da neke pravice udejanijo v sodnih in ustavno-sodnih sporih, če tega človeškega elementa ne bi bilo, potem tudi ustava ne bi bila pravo ljudsko glasilo, bi rekel, glas ljudstva, ki se skozi ustavo udejanja, ampak bi ostala mrtva črka na papirju. Tako da tudi z današnjega vidika bi rekel ne, da je ustava kakorkoli ogrožena ali da je ustavnost ogrožena. Ne, je pač predmet nenehnih konfliktov, sporov, o katerih pa, hvala Bogu, odloča Vrhovno sodišče, gospod predsednik, in Ustavno sodišče, gospod predsednik. Medtem ko od predsednika države pričakujemo to največ, kar lahko naredi, da predstavlja državo kot eden od treh organov Republike Slovenije v tujini, zlasti na temelju naše ustave. Hvala lepa za to pozornost in poslušanje. Zdaj bi pa predal najprej besedo predsedniku Ustavnega sodišča, profesorju Knezu. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani vsi visoki gostje.
in spoštovani seveda tudi uredniki in avtori. Zahvaljujem se za povabilo in zelo rad sem se odzval na. Komentar Ustave Republike Slovenije ni le običajna knjiga, pa naj bo to knjiga, ki še tako prispeva k bogatenju pisane besede nekega strokovnega področja leposlovja ali pa bogatenju naroda kot celote. Tudi ni običajna znanstvena monografija. Je ustavnopravni dosežek nacionalnega pomena. Bogati temelje naroda, njegov ustroj, njegov družbeni konsens. Pri razmišljanju, kako pomembno je imeti komentar Ustave, sem se spomnil, da sem kot študent čakal na tisto prvo knjigo, ki bi nam povedala nekaj več o Ustavi. In dovolite mi samo malce te osebne note. Bil sem v tisti generaciji študentov, ki jih je dohitela dejansko Ustava iz leta 1991 in zelo malo smo vedeli o njej. In ko je leta 1992 išla tista rdeča znamenita knjiga o Ustavi, na vsega približno 90 strani uvodnih pojasil avtorjev dr. Udeta, dr. Grada in dr. Cerarja, smo to zelo željno pričakovali in enostavno kar posrkali ta test. Potem pa, vsaj v moji recepciji, se je čez 10 let zgodil ta veliki korak, prvi komentar Ustave iz leta 2002, lahko rečem abovo, znova, na novih temeljih. Ta komentar Ustave pa se je že lahko primerjal s komentarji, kot jih poznamo v naših oziroma v starejših ustavnih demokracijah, tudi kot je komentar temeljnega zakona, nemškega temeljnega zakona, ki nam je še danes pogost vzor. Bil sem takrat ponosen na urednike, na avtorje, ki so uspeli s tem projektom. To namreč ni le individualni uspeh, čeprav si lahko predstavljam, koliko truda, odrekanja je bilo potrebnega. To ni vložek v lukrativnost. To niti ni tako, kot po predstavah umetniki in tudi po koncertih čakajo na aplavz in občudovanje množic in jim to da nek občutek zadovoljstva. Ta občutek pri komentarju Ustave je tukaj še poseben, kajti s komentarjem Ustave se daje državi svojevrstno legitimnost. Pokaže se vrednost, ki jo je treba dati in pripisati Ustavi, vloga, ki ji dotiče. To sporočilo doprinese tudi k odnosu do Ustave, tako ljudi kot tudi oblasti. Javnost namreč Ustavo ne dojema zgolj kot najvišji akt, ampak tudi kot varnost, kot temelj zaupanja v sistem. Lahko si predstavljamo, da je brez zaupanja v delovanje sistema v takšnih primerih, torej posameznik nima potrebnega občutka varnosti in s tem tudi ne do zaupanja do oblasti. Brez komentarja bi ta odnos gotovo trpel. Ustavo zato tudi v percepciji javnosti pomaga dvigniti nad pravila, ki iz nje izhajajo in ki morajo biti z njo skladni. Komentarji, predvsem komentarji Ustave, so tako zgodovinski spomenik. So tudi ogledalo dojemanja in spoštljivega odnosa do Ustave, postavljajo tudi mesto do mednarodnih pravil. Zato gre urednikom najprej in nato avtorjem in drugim sodelujočim v preteklih in v sedanjem projektu velika zahvala in velik globok poklon. Moje osebno videnje je, da si zaslužijo globoko spoštovanje. Verjamem, da tudi tisti, ki tega ne bi izrekli glasno, tako mislijo. Enostavno komentar prepriča. Toliko bolj sedaj, ko je v 2 delih in ko so si uredniki izdali nalogo konstantnega dela. To pomeni, da bo projekt živel tudi v prihodnosti, da se ne bo ustavil in da bo komentar kontinuirano delo in da se bo zanj kontinuirano skrbelo. Tako kot moramo sodišča stalno opozarjati na Ustavo in na njeno mesto v pravnem sistemu, tako tudi akademska sredina skrbi zanj, za njegovo razlago, zanj kot za častni spomenik Ustave. Zato v svojem imenu in v imenu Ustavnega sodišča, kjer komentar Ustave gotovo je knjiga, ki jo največkrat vzamemo iz svojih polic oziroma je pravzaprav ves čas na naših delovnih mizah, tako tisti del seveda pogledamo, kjer gre za človekove pravice, kot tudi tisti del, kjer gre za državno ureditev, iskreno čestitam. Izrekam uredniku, avtorjem in vsem, ki so prispevali k pripravi in izdaji komentarja Republike Slovenije 2019, čestitke, zahvalo in resnično veliko priznanje.
Lepa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bi pa prosil, če bi lahko spregovoril par besed, če je predsednik države. Z veseljem, gospod rektor, visoki gostje, dame in gospodje. Slovenci smo sprejeli ustavo naše republike tako rekoč v procesu osamosvajanja. Tako kot se je v procesu osamosvajanja oblikovala naša država, so se postavljali tudi temelji naše ustavne ureditve. Vizija je bila in ostaja, da naj bo Slovenija demokratična država, demokratična republika vseh prebivalcev te države in hkrati narodna država slovenskega naroda, temelj njegovega obstoja in razvoja v povezanosti z drugimi evropskimi narodi. Ustanovitev lastne države in njeno mednarodno priznanje sta najpomembnejša in najbolj prelomna zgodovinska dosežka Slovencev, s katerim smo se Slovenci konstituirali tudi kot nacija. Poleg tega gre za enega tistih redkih zgodovinskih trenutkov, ko smo bili enotni. V kolektivnem zgodovinskem spominu se utrjuje pomen plebiscita o samostojnosti leta 1990 in ustanovitev lastne države leto kasneje. To je v redu in to je prav. Menim pa, da se podcenjuje pomen demokratizacije oziroma slovenske politične pomladi na prelomu 90-ih let, vključno s prvimi demokratičnimi volitvami aprila leta 1990, ter da se podcenjuje sprejetje nove ustave leto kasneje. Mislim, da moramo kot nacija in kot država storiti več za to, da spomnimo, da ne demokracija, ne lastna država nista bili ne tedaj, ne danes zgodovinsko samoumevni in da nista nujno trajni dobrini, če za to ne bomo aktivno skrbeli. Za obe temeljni dobrini ali prvini, kot želite, za demokracijo in za državo, je bistvena ustava. Ocenjujem, da pomenu ustave za naš demokratični in državotvorni razvoj pripisujemo premalo splošne pozornosti. Današnja predstavitev tretjega komentarja ustave vsaj deloma odpravlja ta primanjkljaj splošne pozornosti in zanimanja za razvoj ustavnosti v Sloveniji. Spoštovane gospe in gospodje, ustava je najpomembnejši temeljni dokument vsake države. Določa temeljno ureditev države, pravna in politična načela, na katerih ta država temelji, določa organizacijo njene države, temeljne pravnega reda, še posebej pa katalog temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Določa našo državo kot evropsko ustavno demokracijo. Bistvo ustavne demokracije je, da je to demokracija v okvirih, kot jih in ki jih določa prav ustava. Človekove pravice in svoboščine, ki so jih dolžni spoštovati in uveljavljati vsi organi, določa in varuje ustava. Vsi organi so dolžni delovati v okviru pooblastil, ki jim jih nalaga ali daje ustava, v skladu z njeno črko in z njenim duhom. Ustava zagotavlja vladavino prava v ustavnih demokracijah. Je rezultat tisočletnega razvoja težen po omejitvi oblasti, po njeni legitimnosti. Oblast je legitimna edino, če se izvaja v okviru in v skladu za ustavo. Ustava je temelj vladavine prava, temelj pravičnosti v sodobnih demokratičnih družbah. Ustava določa meje, okvire legitimnega ravnanja oblasti mimo ustave ali celo v nasprotju z njo je vsako izvajanje oblastnih pooblastil protiustavno, torej načeloma nično. Nekateri, ki ste danes pisci tega tretjega komentarja k ustavi, ste bili udeleženi in vodilni v procesu oblikovanja in naše države in naše ustave. Mislim pa, da sem danes edini tukaj, ki je bil član ustavne komisije, ki je to, midva z doktorem Pirnatom sva bila skupaj, ko smo sprejemali ustavo. To je bil velik trenutek. Mislim, da smo se takrat zavedali, da smo dosegli nek pomemben konsens, šlo je za dvotretjinsko večino. Če se spomnite, v Bučarjevi skupščini je vladalo Prešerno razpoloženje ob sprejemu te ustave. Bilo je tudi nekaj nezadovoljstva, ker so bili potrebni kompromisi pri tej ali oni določbi
Vendar v splošnem, če se prav spomnim, me popravite, dr. Pirnat, je vendarle v tistih časih vladalo neko spoznanje, da smo, potem ko smo na plebiscitu izglasovali odločitev za samostojno državo, potem ko smo jo ustanovili sredi leta 1991, ko smo jo v težkih mednarodnih okoliščinah dosegli tudi njeno priznanje, smo končno prišli tudi do njene ustave, nekako, če smem reči, bolj politološko kot pravno, zaokrožili proces pomembnih odločitev, ki utemeljujejo našo družbo in državo tudi danes. Na koncu naj rečem, da, kot je dejal rektor, ustavna načela in norme niso statične, na njihovo interpretacijo in aplikacijo v konkretnih primerih vpliva praksa sodišč, predvsem praksa ustavnega sodišča, pa tudi drugih tujih ustavnih sodišč, še zlasti praksa Evropskega sodišča v Luksemburgu. Kolikor gre za varstvo človekovih pravic, pa vsekakor seveda praksa Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburu. Tudi mnenja, stališče in interpretacije v pravni znanosti, v ustavno-pravni doktrini pa še posebej, so pomembna pri vsakokratnem odločanju ustavnega sodišča in tudi vseh drugih sodišč in organov v državi, ki so dolžni vedno odločati ustavno skladno. Praksa sodišč, učenje teoretikov in na vsezadnje življenje samo, kot je dejal gospod rektor, so poleg same dikcije norm ali načel v ustavi pomembni temelj za razumevanje ustave, v njej zapisanih ustavnih načel in norm. Prav to, praksa sodišč in mnenje doktrine, pravne znanosti pa je tisto, kar je zbrano in sistematizirano v tem novem tretjem komentarju k ustavi. Dobre četrt stoletja prakse našega ustavnega sodišča, praksa drugih, tudi tujih sodišč in spoznavanje pravne teorije hkrati omogočajo in zahtevajo obdelavo in predstavitev v novem komentarju ustave. Čeprav po izobrazbi, po izkušnjah nisem poklican za to, da o tem sodim, ne dvomim, da je novi komentar k Ustavi Republike Slovenije izjemno pomemben dosežek z vidika razvoja ustavno-pravne znanosti, še bolj je pomemben za prakso naših sodišč in še zlasti za delo ustavnega sodišča, varuha ustave in ustavnosti zoper kršitve ali zlorabe kogarkoli, tudi najvišjih organov države, tudi zakonodajalca, tudi njegove parlamentarne večine. Prav to naj sklenem, spoštovani gospod rektor, visoki gostje, dame in gospodje, varstvo pravne države zoper ravnanje države in njenih organov v nasprotju z njo je smisel, temeljna dolžnost in hkrati pooblastilo ustavnemu sodišču. Pri tem izjemnem poslanstvu naj bo novi komentar ustave v pomoč vsem, ki so v pravosodju, pa tudi širše, dolžni skrbeti za spoštovanje ustave, v pomoč ustavnemu sodišču pa še prav posebej. Sprejmite, spoštovani gospod rektor, vsi, ki ste imeli pri tem delu, ki ste sodelovali pri tem pomembnem podvigu na novi univerzi, vsem avtorjem novega komentarja k ustavi moje iskrene čestitke, zahvalo za pomemben dosežek za vladavino prava in za pravno znanost in si želim, da bi ta dogodek, ki ni samo izdaja neke publikacije, ampak zelo zahtevno delo, ki pomeni eno državotvorno razvijanje naše ustavnosti, da bi odmeval tudi širše v javnosti kot en pomemben mejnik, tudi kot, če smem reči na koncu, čisto osebno, kot en znak, da še kako dobro vemo, kako pomembno je razvijati ne samo ustavno znanost, ustavno prakso, ampak tudi ne nazadnje to ustavno doktrino, ker ugotovili smo v vsej naši narodni zgodovini, da ni boljše oblike upravljanja in organiziranosti države, kot je demokracija. Ta ni popolna, vendar smo jo dolžni izpopolnjevati v vseh njenih, po naših najboljših močeh, zato, ker smo verjeli, kot je dejal dr. Bučar, leta 1990 ob sklicu prve seje takrat Republiške skupščine, da smo Slovenci končno s tem dokazali, da smo sposobni vse naše težave in probleme reševati znotraj demokratičnih ustanov in da ne bo to neka vera v
v varnost, kot ste rekli vi, spoštovani predsednik Ustavnega sodišča, tudi novih rodov. Se lahko zanesejo, da imajo sistem, ki nas varuje pred tem, da bi glede tega v prihodnosti zašli. Čestitke. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če dovolite, da improviziram kakšno pripombo na vaš govor in na govor predsednika Ustavnega sodišča, bi rekel, da je izraz ustava tudi povezan z procesom ustanavljanja države. Ta država je bila ustanovljena pravzaprav dokončno decembra leta 1991 za sprejemom ustave. Res je, da je tudi tretje pomembno dejanje mednarodno priznanje slovenske države, pri katerem je sodeloval bivši zunanji minister profesor Rupel, bivši rektor te naše univerze, nedavno prispevalo k dokončni suverenosti naše države. Res je tudi, da je že v vsega začetka, že začetku in po prvih demokratičnih volitvah bil zastavljen proces osamosvojitve kot ustavna pot do suverene države. Pravzaprav je bilo zamišljeno v nekem ožjem krogu tudi profesor Bučarja, Kučana, mene, profesor Udeta, da bi se dogodila najprej ustava, da bi bila sprejeta ustava in potem ustava sprejeta na referendumu, ki bi pomenil osamosvojitev. Zakaj in kako? Nekega dne popoldne, se ne spomnim točno datuma, so se s profesor Bučarjem pogovarjali o tem, kako pravzaprav izvesti ta proces osamosvojitve Slovenije, ob tem, da delamo že na besedilu, osnutku ustave. Pa je Bučar butno, kot je on običajno na hitrco in odrezavo, rekel, ja, to bomo pa uredili z prehodnimi in končnimi določbami ustave. In v resnici je tudi v podvinu bil napisan osnutek ustave na ta način, da je zadnji 164. člen vseboval določbo, da z sprejemom ustave Slovenija postane neodvisna suverena država. No, to se ni zgodilo. Zakaj? Zato, ker ni bilo časa. Dogovor je bil že iz prvomajskih praznikov pri Bučarju doma, da naj bi bila ustava sprejeta v parlamentu 25. decembra leta 1990, ker je itak zadeva jasna, napisana je in potem ustavna razprava naj bi precej hitro končala ta proces. No in to se ni zgodilo. V skladu z pričakovanji ustavna razprava je trajala in trajala. Tako da na Pučnikovo prigovarjanje, da se pa mudi z osamosvojitvijo, ker sicer bomo zamudili zgodovinski trenutek, ko so se za nekaj kratkega časa odprla zgodovinska vrata za nastajanje novih držav po razpadu Sovjetske zveze, ker smo torej prišli nekako do tega soglasja, da je vendarle treba decembra z osamosvojitvijo izreči nekaj dokončnega, da ne moremo čakati na ustavo, je prišlo potem v Poljčah do odločitve o predustavnem plebiscitu. Ampak bom preskočil zdaj vse te podrobnosti v zvezi z plebiscitom in po plebiscitnem dogajanju, vendar je zakon o plebiscitu določil 6-mesečni rok za osamosvojitev in ta osamosvojitev se je dogodila v obliki ustavnega akta, ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije in UZITUL-om, ustavnim zakonom za njeno izvedbo, junija leta 1991. No, tako da konec koncev je ta Bučarjeva ideja o ustavni poti do osamosvojitve vendarle bila nekoliko drugače sicer realizirana, kot je bila prvotno začetku leta 1990 tudi načrtovana. Samo še eno pripombo v zvezi z tem, kar
ustvarja ustavno sodišče. Ono dejansko ustvarja ustavni sistem Republike Slovenije. Ne? Ono ustavo prilagaja z svojimi odločbami na različne ustavno-procesno legitimne načine novim življenjskim okoliščinam državljanov te države. Interpretira posamezne ustavne določbe, najde neke konkretnejše, specifične pravice znotraj neke abstraktne pravice in na ta način omogoča ustavi, da je nek živ inštrument. Komentar sledi ustavnemu sodišču in njegovi judikaturi in tako smo tudi zdaj doživeli že tretjo izdajo komentarja, ki z akademsko kritično distanco spremlja dogajanja, konflikte, spore, ki se razrešijo z novimi pogledi na ustavni sistem znotraj ustavnega sodišča. Vendar ustava Republike Slovenije ostaja vendarle v nekem smislu nespremenjena, tako kot je ustavno sodišče zapisalo, neusahljivi vir državnosti Republike Slovenije je ustavna listina o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije in če sledimo in na slovenske razmere prilagodimo nemško doktrino o nekem nespremenljivem jedru ustavnega sistema, bi tudi lahko identificirali te temeljne človekove pravice in temeljna načela pravne in demokratične države za tisto nespremenljivo jedro ustavne ureditve Republike Slovenije. Hvala še enkrat, gospod predsednik ustavnega sodišča in države. Zdaj pa bi jaz prosil urednika te izdaje, profesorja dr. Avbla, da nam pove nekaj o tem, kako je vsebinsko, pa tudi redakcijsko izvedel to zahtevno nalogo in vzamite si čas, povejte nam, kako ga naj beremo in razumemo. Potem bi pa za konec, za končno besedo povabil še na kratko sklepno poročilo profesor Šturma, ki bi nam pojasnil nekaj o tem, kako si zamišlja kontinuiteto komentiranja ustave. Hvala lepa, gospod rektor. Spoštovani predsednik Republike, spoštovani predsednik Ustavnega sodišča, spoštovani predsednik Vrhovnega sodišča, drage kolegice in kolegi, ostali spoštovani visoki gostje, dragi prijatelji. Če je danes kakšna beseda, ki podčrtuje celoten dogodek, bi bila ta beseda olajšanje. Olajšanje ne toliko za urednika, člane uredniškega sveta, ampak za vseh tistih 57 avtorjev, ki jih je ta urednik tu pred vami 2 leti nenehno preganjal, da ne vendar dajo tisto od sebe, za kar smo se dogovorili. In če komu gre danes zahvala za to, da ta komentar Ustave Republike je takšen, kakršen je seveda vam, drage kolegice in kolegi, dragi avtori. Bili ste odlični. Zahvala, preden bom povedal o metodologiji komentarja, se spodobi, da se zahvalim še vsem tistim, ki so omogočili, da je ta projekt sploh nastal. V prvi vrsti seveda gre tu zahvala našemu uredniškemu svetu, profesorju Čebulju, profesorju Šturmu in profesorju Jambreku. Nekako že pred več kot 2 letoma so me pooblastili, zadolžili, da se tega projekta lotim na novo, kot predstavnik mlajše generacije slovenskih pravnikov. Seveda bil sem izjemno počaščen, že tedaj sem si predstavljal, kaj sem si pravzaprav nakopal na glavo. Povsem tisto, kar sem si pa res nakopal na glavo, sem pa razumel, ko sem se pogovarjal z drugimi uredniki knjig, pri katerih je sodelovalo več avtorjev, in vsi ti uredniki so mi dejali, veste kaj, knjigo urejaš samo 3-krat v življenju. Prvič, zadnjič in nikoli več. Ponovno zato, ker je dejansko koordinacija 57 avtorjev, ki so pri tej knjigi sodelovali, bila res zahtevna. Istočasno se moram zahvaliti tudi Novi univerzi, Evropski pravni fakulteti, ki je omogočila
in tudi podprla ta projekt v finančnem smislu in prav tako Ministrstvu za izobraževanje. Ko sem v vsebinskem smislu danes razmišljal, kaj bi tu povedal, mi je nehote odznanjala v glavi misel ali pa citat Johna Marshalla iz leta 1819, iz enega prvih odmevnejših primerov ameriškega vrhovnega sodišča, ki je nekje zapisal en sam stavek, ki je šel v ontologijo ameriškega ustavnega prava, in menim, da je ta stavek še kako primeren za današnji dogodek in ki tudi pojasni, zakaj pravzaprav je ta knjiga, kot so že povedali govorci pred mano, tako pomembna. Marshall je dejal, "It is a constitution we are expounding." Gre za ustavo, ki jo razlagamo. In ustava, za razliko od vseh drugih veljavnih pravnih aktov, v katerikoli državi, je vrhovni pravni akt v formalnem smislu, je pa to tudi vrhovni pravni akt v vsebinskem smislu, v smislu vrednot, ki jih ta ustava pooseblja in vrednot, ki bi jih morala živeti vsaka urejena politična skupnost. Pravni teoretiki, tu bomo omenil Rawlsa in Habermasa, so v zvezi z ustavo razvili dva izjemno pomembna pojma. Zanje je ustava odslikava javnega razuma. Public reason, je dejal Rawls. Tisto, kar je v ustavi, razlaganje ustave, prakticiranje ustave v vsakodnevnem življenju, je odraz javnega razuma. Habermas je pa k temu dodal še, da je pravzaprav ustava vir ustavnega patriotizma. To pomeni, da so v ustavah tiste temeljne vrednote, glede katerih neka politična skupnost soglaša, da so res temeljne, da so fundamentalne, da so tiste, ki jih pravzaprav definira. In zato je tako pomembno, da se ustava ne samo napiše, da jo uporablja in razlaga ustavno sodišče, da jo razlagajo akademiki, kot so mi storili v tem delu, ampak je še toliko bolj pomembno, da se ustava spoštuje. In na prvem mestu so k spoštovanju ustave poklicane seveda formalne institucije države. Če pa želimo, da ustava tudi dejansko živi, pa mora biti ta ustava ponotranjena v celotni politični skupnosti, tudi med navadnimi državljankami in državljani. In tudi v tem smislu, kot je že dejal tudi predsednik Republike Slovenije, si želim, da bi tudi ta današnji dogodek pripomogel k temu, da se ta ustava po nekem radiacijskem učinku razprši med vse slovenske državljanke in državljane. In tudi v tem smislu bi izrazil svojo zaskrbljenost, da vse prepogosto v tej državi naletimo na neznosno lahkost kršenja ustave, s formalnimi mehanizmi, da o neformalnih niti ne govorim, in še večjo neznosno lahkost preprostega nespoštovanja določenih odločb ustavnega sodišča. To je tisto, tako ravnanje zažira v javni razum in odžira bistvo ustavnega patriotizma. Omenil sem že, da je to projekt, ki ga je omogočila Evropska pravna fakulteta, ki ga je omogočila Nova univerza. Ponosen sem na to, da nam je to uspelo, vendar pa izpostavljam, da gre tu za mnogo več. Gre za nacionalni projekt. In sam kot urednik in člani uredniškega sveta smo si izrecno prizadevali k tistemu, kar v slovenski politični pa tudi strokovni skupnosti manjka. In to je inkluzivnost, vključevanje. V ta komentar smo k temu sodelovanju, pri tem komentarju smo povabili 57 avtorjev in avtoric. Ne zato, ker bili naši ali njihovi ali ne vem od koga pa že, kot se v tej državi primarno meri, ampak zato, ker smo bili prepričani, da nekaj znajo in da bodo svojo razlagalno, akademsko ali pa praktično avtoriteto pomagali to ustavo narediti bolj živo. In kot urednik sem izjemno ponosen na to, da ste se v tolikšnem številu odzvali. Novi komentar. Novi komentar je tretja pojavna oblika komentarja Ustave Republike Slovenije. Nov je zato, ker smo si želeli po nekaj letih celotno zbrano znanje do sedaj konsolidirati v tej izdaji, posodobiti vse tisto, kar je bilo že zapisano z najnovejšo sodno prakso Ustavnega sodišča. In tisto, k čemur smo si tudi prizadevali,
da nadgradimo in še bolj poenotimo metodologijo, na kateri je že prej temeljil komentar. Z vidika, ker je bila naša želja, da je komentar tudi orodje za praktike, ne samo za naše študentke in študente, za akademike, pa za sodnike, ampak tudi za odvetnike, smo komentar oblikovali tako, da je naravnan tudi k uporabniku in tudi z tega razloga smo komentar ločili na morda nekoliko bolj abstraktne določbe, ki se ne uporabljajo v vsakodnevni zasebni praksi, to so tiste določbe, ki se nanašajo na državno ureditev, in debelejši del komentarja smo zato posvetili tistim določbam, ki se po našem mnenju morajo vsakodnevno uporabljati tudi skozi litigacijske procese zasebnikov, to je pa komentar posvečen človekovim pravicam. Da je bila zadeva dejansko prijazna do uporabnika, je komentar v tej izdaji tudi manjši, ni pa zato nič manj obsežen in temeljit. Naj nekaj rečem o metodologiji. Komentar izhaja iz predpostavke, da je slovenska ustava in ravnanje ustavnega sodišča umeščeno v določen zgodovinski kontekst in tisto, kar je seveda tudi ključno za Slovenijo danes, da je naša ustavnost seveda umeščena tudi v mednarodni kontekst. Zato so prve določbe, prve točke pri razpravi v tem komentarju posvečene temu, kako se je ustava, kako je zadevni člen pravzaprav nastal, ali se je doslej že spreminjal in kako sodi v evropski in mednarodni pravni kontekst. S tem izkazujemo in še enkrat več potrjujemo, da je slovenska ustava in celotni ustavni prostor odprt, prijazen do evropskega in do mednarodnega prava in z referencami pri vsakemu členu k določbam Evropskega sodišča, k odločbam Evropskega sodišča za človekove pravice, tudi napotujemo naše uporabnike, da ob branju ustave istočasno berejo tudi odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice in seveda tudi sodišča Evropske unije. Po tej zgodovinski mednarodni kontekstualni umeščenosti pa se vsako od avtorjev komentarja konkretnega člena lotil po analitični plati. Analiziral je tiste temeljne koncepte, ki smo jih kot uredniški svet avtorjem predpisali, in na koncu tista pika na i je bila pa to, da smo od vsakega avtorja tudi pričakovali nek normativni zaključek. Normativni v tem smislu, da se opredeli do tega, kaj je doslej ustavno sodišče razvilo, kje so bile morda kakšne zamujene priložnosti, kje so kakšne praznine, ki bi jih ustavno sodišče še lahko ali moralo zapolniti in kako bi se lahko v prihodnje razvijala ustavnosodna praksa. Kot smo danes že slišali, je ustava živ dokument in tak isto bo ostal živ tudi komentar Ustave Republike Slovenije, ki bo v bistvu naša ideja, da se razvija kot neke vrste živa enciklopedija slovenske ustavnosti. Zato bo poleg v knjižni obliki živel tudi v e-verziji, ki jo bomo ves čas in sproti posodabljali. Čez 5 let smo si poobljubili, da se bomo ponovno srečali in predstavili novo knjižno obliko, ker bo takrat, spoštovani gospod predsednik Ustavnega sodišča, vaša institucija imela že marsikaj novega zapovedati. Če sklenem, vedno, ko se človek nekomu zahvaljuje, nekoga pozabi. In ta komentar ne bi bil tako natančen, tako redigiran, tako dobro urejen tudi po jezikovni plati, če mi pri tem delu ne bi pomagala spoštovana kolegica Katarina Vatovec. Res sva se odlično dopolnjevala, sam sem tak nekoliko malomaren, mene zanima samo gost, Katarina je pa tista, ki je videla drevesa in vse manjkajoče vejice in druga ločila, ki morajo v komentarju biti, da izpade kot takšno delo, kot se spodobi. Zaključim naj s tem. Moja osebna nota pri tem komentarju je takšna, kot sem jo podal v samem predgovoru. Ta komentar pošiljamo v slovenski ustavnopravni in politični kontekst željo, da je bila Slovenija še bolj dejansko ustavna demokracija, kot je danes. Hvala lepa.
Spoštovani kolega, profesor Avbelj, zahvaljujem se vam v imenu univerze za ta vaš trud in za uspešno dokončanje tega velikega projekta, ki pa, kot sem že omenil, nikoli ne bi bil začet, če ga ne bi začel Lovro Šturm. Sam, namreč, profesor Šturm je v resnici osebno dal pobudo, da se napiše ta komentar in to pobudo smo pač prevzeli na tej zasebni inštituciji že leta 2000 in takrat je oral ledino, delal podobno, kot je opisal trenutno uspešni urednik tega novega, tretje izdaje komentarja in ne samo, da se spodobi, mislim, da bi bilo zanimivo izvedeti za izkušnje velikana, na katerega plečih je nastal tudi ta projekt. Prosim, Lovro. Spoštovani gospod predsednik republike, spoštovana gospoda predsednika Ustavnega in Vrhovnega sodišča, spoštovani gospod rektor na univerze in tudi spoštovani kolega urednik novega komentarja Ustave in seveda vsi dragi kolegi in kolegice in visoki gostje, ki prisostvujete temu današnjemu zboru. Prvi občutek, ki mi priveva, je zelo veliko zadovoljstvo ob temu, da komentar Ustave Republike Slovenije živi in kot vidimo, se zelo uspešno objavlja in se bo gotovo tudi zelo uspešno posodabljal in obnavljal tudi vnaprej. To je dosežek, ki ni majhnega pomena. Kajti naj povem tole, v tem, ko so komentarji Ustave znani, v nekaterih državah z razvito demokratično in ustavno tradicijo, pa Slovenija ostaja zaenkrat kot prva in edina država, ki je izdala komentar Ustave, od držav, ki so se priključile recimo Evropi, denimo na območju nekdanje Jugoslavije, pa tudi na območju nekdanje vzhodne Evrope. V teh državah doslej še ni bilo zaslediti, da bi prišlo do izdaje komentarja Ustave. Tako, da smo tudi v tem pogledu lahko upravičeno zadovoljni, če ne uporabim še nekega drugega izraza, mora biti celo tudi ponosni na to. No, ko se je bilo treba lotiti tega velikega podviga, smo seveda skušali združiti najboljše pristope, ki jih je ponudila Evropi renesansa in iz nje izvirajoča spoznanja o tem, kako se lotiti takšnega zahtevnega pravnega podviga. Na eni strani je bilo mogoče uporabiti izkušnje Renéja Descartesa in njegovo kartezijansko metodo, na drugi strani pa tudi metode Francisa Bacona in odlične metode, ki so jih razvili v anglosaškem pravnem svetu z uporabo sistema primerov. Vse to smo združili že v prvih izdajah komentarja, to se seveda nadaljuje tudi v sedanji izdaji, pomeni pa nakratko rečeno to, da se najprej problem ustavnega člena, vsebina in koncept predstavi analitično in z uporabo neke znanstvene deduktivne metode, na kar pa se nanizajo konkretni primeri ustavnih sodnih presoj. In še neka posebnost je slovenskega komentiranja Ustave. Tuji komentarji Ustave, veste, večinoma komentirajo samo lastno Ustavo. Slovenski komentarji Ustave pa smo doslej združili pri komentiranju ne samo komentiranje primerov lastne ustavno-sodne presoje, ampak smo se od vsega začetka ozirali tudi na druga sodišča, zlasti na Evropsko sodišče za človekove pravice in temeljne svoboščine, pa mora biti tudi nekakšno drugo pomembno evropsko ali pa ameriško ali pa kanadsko sodišče, ki razsoja na način, ki je enak ustavno-sodni presoji. Tako da v tem pogledu so
naše izdaje v nekem smislu unikum. In prav je tako. Je pa seveda to delo izjemno zahtevno in se bo kot vedno težje pokazalo tudi v prihodnjih letih. Kajti primerov je vedno več, ne bo jih enostavno sintetizirati. Bomo videli, kako bo šlo naprej. Prepričan pa sem, da bo to zelo uspešno teklo tudi naprej. Gotovo je v precejšno pomoč tudi nova tehnologija, ki se je medtem razvila, se pravi dostop preko elektronskih medijev in s njim bo gotovo mogoče najti uporabniku prijazne metode, ki ga bodo popeljale tako k posameznemu primeru, kot tudi k nekemu splošnemu prikazu problema, v katerem se giblje in kako poiskati povezavo z drugimi sorodnimi ustavno-sodnimi premisami. Ne ob koncu povem še tole, da zelo pomembno vlogo pri oblikovanju ustavno-sodne presoje imajo poleg ustavnih sodnikov tudi vse sodelavke in vsi sodelavci strokovnega osebja ustavnega sodišča. Vem, da gre za izjemno strokovno osebje, mislim, da ga ni enakega drugje v državi. Hvala Bogu, da ga imamo in da ga ustavno sodišče ima in zelo veliko prispeva k skupnemu kvalitetnemu delu na ustavnem sodišču. Upam in želim, da bo tako ostalo tudi naprej in prepričan sem, da bomo doživeli še veliko izdaj komentarjev ustave v daljnih prihodnjih letih. Hvala lepa. Spoštovani, bili smo pridni, 1 ura je pretekla in več vam je tudi ne vzamemo, zato ker smo pripravili družabno srečanje v avli Ivana Hribarja v Pritličju, kjer upam, da bomo nadaljevali v sproščenem, prijaznem, prijetnem, prijateljskem in kolegijalnem vzdušju to debato, ki je bila nekoliko, bi rekel, zgodovinsko privzdignjena in preostane mi samo toliko, da se vam zahvalim za udeležbo in vas povabim k sprejemu v Pritličju.